Tako da zdaj mogoče preden bi še jaz mogoče neko zaključno besedo dal, bom pa Boštjana še zaprosil za mogoče njegov pogled na to zadevo še z njegove strani, pa potem mogoče še neko sklepno besedo damo pa končamo. Ja, dobrodošel tudi v mojem imenu. Glede, 7 let je to se skupaj trajalo dosta aktivno, zasajal ta boj, bom rekel, za neke osnovne pravice. Veliko je bilo tu nekih pritiskov, neko zgubljanje živcev, tudi verjetno, kdaj. Ampak mi smo šli skozi to nekako, ko smo se odločili leta 2004, lahkih nog, ker smo prepoznali neko krivico, prepoznali smo neko resnico za nas in smo se odločili, da bomo zadevi prišli do dna, ne glede na to, ali smo komu všečni ali nismo všečni, ali malo do tega v tem smislu, mislim, korist ali za nekoga osobno, za korist smo vedeli, da je, ne, v tem smislu pač, koliko nam pač čist zrak koristi, ampak odločili smo se zatrno, kot je že Uroš na začetku povedal, da bomo zadevo prišli do konca. Glede, v teh letih smo naleteli na vrsto različnih simpatizerjev, pa tudi podpornikov, ali pa ne vem, naših partnerjev, pa smo se s katerimi se več ni dalo sodelovati, tudi smo se bili primorani primer raziti. Tak primer je bil, seveda danes imamo tukaj goste tudi iz odvetniške pisarne Zidar Klemenčič. Vi dobro veste, da smo bili prej strani odvetniške družbe Čeferin, na primer, servisirani. Dobro smo sodelovali, kvalitetne storitve smo tudi dobili, mene so branili čutim v teh zadevah, ko me je Lafarge pritiskal in me je kazensko ovajal in podobno. Vendar se na koncu vedno izkazalo, gledajte, ta boj je hud in marsikdo tega ni zdržal tudi znotraj aktivistov. In niso, bomo rekel, neki določeni točki, na primer je tudi prišlo do tega, da smo mi morali zamenjati odvetnike, ki so pripravljeni iti v tem našem boju do konca. Nina Zidar Klemenčič se v neki določeni situaciji pred par leti, ko je bila izrečena začasna odredba, da jaz določenih stvari v Lafarge cementu naprej ne smem govoriti, se pravi, bila odzeta na nek način svoboda govora, se je aktivistično odzvala, pa nismo imeli takrat ni dobenega sodelovanja, jaz Nine še takrat nisem poznal, razen po imenu, strani Financ, časopisa Finance, in se je odzvala in napisala, bom rekel, en tak protesten pravniški esej, kako je to možno, kako se to v naši državi sploh gremo, mislim, kakšna krivica se je v bistvu meni zgodila. To je meni, jaz sem preko Financ to dobil in to je bil moj prvi, bom rekel, kontakt z Nino Zidar Klemenčič. In ko je bilo treba v neki določeni situaciji se obrniti na drugo odvetnike, to veste, ko pa ti menjaš odvetnika, je pa podobno kot ko menjaš zdravnika, to zelo nerad narediš, ne. Mi smo v ta boj se vključili z vsem svojim znanjem, energijo, vso svojo srčnostjo tudi, z vso svojo, v tem smislu tudi intimo, ne, intimni boj je bil to za nas. In ko potem menjaš partnera pri tem boju, zelo premisliš, ne, in to zelo težko tudi narediš, ne. Jaz dolgo nisem seveda ne razmišljal, ker sem pač videl, da tukaj gre, da tukaj imamo pač nekaj, tudi v tej srednji, nekaj ljudi, ki so nekega aktivizma ali pa nekega iz tistega obup, ki ga je Nina zdaj danes že tukaj omenila, če to besedo spremeniš v up bo, ne, da ta zloga obrneš, ne, za mene danes up v Zasavju je, up bo ali pa up je, ne, ni več obupa. Ne. In tukaj so se pokazali, na primer, iz odvetniške pisarne Zidar Klemenčič kot izredno dobri partnerji, šli so celo tako daleč, da so prepoznali to krivico v taki meri in so se angažirali bolj ali manj tudi pro bono. Mislim, to je zelo pomembno, veste, v taki zadevi iti se tudi na pravnem področju biti bitke, ne. To marsikdo tudi finančno nismo možen, ob vse zahvali občini, pa vsem ostalim članom društva, simpatizerjem, donatorjem, ki so nam pomagali tudi s finančnimi sredstvi, da smo se do zdaj to lahko šli, ampak v tej odvetniški pisarni so pa to že od vsega začetka tudi najavljali, da se jim zadeva zdi to pomembna,
toliko, bom rekel, na en način simptomatična za to stanje, v katerem danes smo, da je treba stvari spremeniti na bolje, da bo tudi bolj ali manj pro bono zadeve speljali. In speljali so jih tako kvalitetno zaenkrat, mislim, skupaj smo jih, da smo danes na točki, in to bi rad poudaril predvsem na točki, kjer nič drugega se ne zahteva od Lafarge Cementa, kot samo to, da se nam normalno, po normalni poti pelje postopek naprej. Mislim, od Lafarge Cementa, od upravnega organa, v bistvu od Arsa. Vse nič drugega, noben niti ne zapira Lafarge Cementa, niti ga ne omejuje. Lafarge Cement bo mogoče lahko celo odpadke sežigal. Ampak do tega dovoljenja bo prišel po postopku, kot Evropski uniji pritiče, po normalnem postopku. Ne po, ki sicer je zahtevnejši od nekega privilegiranega postopka, nekega skrajšanega. To je vse, kar je Lafarge vzeto, ne bo skrajšan postopek. Oni bojo pridobili lahko dovoljenje za sežig odpadkov, ampak o tem bo prej odločil. Sodi izvedenec verjetno medicinske stroke, hidrometeorološke stroke, ostalih okoljskih strok, narejena bo presoja vplivov na okolje. Se pravi, neki normalni standardi, ki se za neko okolje spodobijo. To je vse. Nobenega ne zapira, nobenemu ne jemne delovnih mest, nobenega nič ne ogroža. Mi pa skozi poslušamo, da Ekokrog, pa ne vem, kdo se ogroža delovna mesta, ali pa ne vem, ogroža Lafarge Cement. Ne, samo za spoštovanje zakonodaje se gre. Čisto nič drugega. In do te točke smo danes prišli. Do te točke je bilo treba, bom rekel, ne vem koliko energije, ne vem koliko aktivizma vplesti, tako na pravni strani, kot na tej naši civilni aktivistični strani, tako na strani občine, ne vem, skratka vseh nas, da smo prišli do te, bom rekel, čisto neke osnovne, temeljne točke. Tu se mi zdi, mislim, ta uvid, da ga imamo, da se tega zavedamo, no, da bomo vedeli, mislim, kaj smo v bistvu sploh resnično dosegli. No. Tako da, jaz bi toliko, vem, da ima Uroš tukaj še marsikaj, bom rekel tudi zapovedati, lahko tudi potem seveda sproti preko vprašanj pa to in bi predal besedo nazaj. Me pa zelo, še enkrat bi rekel, me zelo veseli, ker v Sloveniji sem res že prepoznal samo slabo okrog sebe in sem videl tako, pa ne samo pri njim, tudi pri njenem možu Goranu Klemenčiču, vsi vemo, kaj počne, pa kako počne, se mi zdi, da, mislim, ko vidim takšne ljudi pri delu, se rečem res, da up pa res še je, no.